Dobro jutro. Dobro jutro. Frankfurter. Evo nas, LAX. Je pa tako pročelje, ne, kot da bi šel v nek shopping center. Definitivno. Zelo zanimivo v resnici. Ja, taka, ni tako impozanten, kot je recimo impozanten tale človek. Ne. Veš, kaj meni najbolj šefovsko pri njemu? Njegov vzdevek, ne? The Captain. Koliko je tle kipov stari? Koliko huda franšiza moraš biti, da imaš toliko legend? Ko sva lih pri Kobiju, ne? Tole je pa kip, ki je... A se spomniš, da so bili ful nezadovoljni navijači z izbiro kipa, ne? Ta kip je hud. In je Vanessa Bryant, njegova žena oziroma vdova zdaj, je rekla takrat, da je Kobe še sodeloval pri izbiri kipa, pri izdelavi kipa in da je rekel, tak kip hoče imeti in je Vanessa Williams rekla, now deal with it. Zdaj se pa ukvarjate s tem. Ne, ta kip je meni hud. Glede na to, koliko slabih kipov smo v zadnjem obdobju videli, pa ne bi poimensko, D-Wade? je to zelo... Thanks. Je to ful dober kip. Ali pa Luka, na primer, ne, da logo, Jerry West. A veš, da ga prej sploh nisem videl, ko sva... Karim, Magic, Shaq, Jerry West, Worthy, ne, to je Baylor, ne? Elgin Baylor. Pa s tem, da smo Kobija spustili. S tem, da so Kobija spustili. Kakih 6 ljudi je to. Moro. Ej, Zdaj še sonce bo posijalo. sonček. Sonček, prosim, pridi, ker nas zebe. Upam, da bo sonce jutri posijalo tudi na LA Lakerse in da bomo videli zmago proti soncem iz Phoenixa. Greva? Ajde. Škaj je ful zanimivo, pomen tega murala, ne? Ker ko je nekdo tradan v Lakerse, moraš biti res prekleto dober, pa prekleto hitro te morajo posvojiti navijači, da te postavijo skupaj s Kobejem Bryantom na steno ene bajte. Yep. To je mogoče en večjih off the court uspehov oziroma najboljša dobrodošlica, ki jo lahko doživiš. Mislim, to je v bistvu, kot da bi rekel, da je Kobe Bryant dal blagoslov za to, da je Luka v NBA-ju in da je on nova zvezda Lakersov. In še ta, ne, da v bistvu, ko je Luka šel iz Dallasa, so Luka tu v bistvu moral naredili še v Dallasu. Tako. Novega, tako da iz obeh strani ultimativna hvala in to, da mislim, to je... Tudi zelo dobra uporaba trenutka, ki je bil kar komičen. Kako je prišlo do tega rokovanja, ki se je sicer zgodilo, mislim, da po tekmi, ampak med tekmo, kako se je Kobe javil njemu iz prve vrste, ki mu je v našem jeziku nekaj krepkih povedal in pa se Luka obrnil in ne veš, kdo govori in se obrneš in je kar Kobe Bryant. Stari. To mora biti, veš, kakšen feeling to mora biti. Pa ti si prvo leto v NBA-ju, vsi govorijo, da si dober, potem ti pa to zgodi, takrat je pa, po moje, se kar malo ščipneš.